Grazie. La parola all'onorevole Jordan Ciceli per 2 minuti. Spoštovani gospod komisar, veliko ste dosegli. V zelo kratkem času ste uspeli pripraviti dokaj natančno specifikacijo obremenilnih testov in dosegli dogovor med Evropsko komisijo in 27 regulatornimi organi držav članic. V državah članicah bodo ponovno ocenjene varnostne meje, ki segajo tokrat preko meja projektne nezgode, in to je pomembna dodana vrednost, dodatna zahteva. Nekateri kolegi so očitali, da ni ocenjen oziroma ustrezno vključen človeški dejavnik. Moram povedati, da sem sama natančno prebrala specifikacijo teh obremenilnih testov in da sem vesela, da poleg tehnologije ti testi vsebujejo tudi človeški dejavnik in tudi organizacijske vidike. S tem je narejen velik korak naprej k poenotenju varnostnih standardov Evropske unije in menim, da bi to moralo služiti tudi kot nadaljnji korak naprej, kje in kako je možno narediti še večji korak, da bodo pristojnosti Evropske unije na tem področju večje, in v tem smislu pričakujem tudi predlog Evropske komisije. Za večje zaupanje bodo narejeni mednarodni pregledi opravljenih testov in tu imam vprašanje, zanima me namreč, ali bo skupina 7 ljudi sestavljena tako, da bodo v njej predstavniki Evropske komisije in predstavniki regulatornih organov, ali bodo v njej tudi neodvisni strokovnjaki, in če bodo, me zanima, kako bodo izbrani. Imam še 2 vprašanji, in sicer, ali bodo te teste morale opraviti tudi tiste nemške jedrske elektrarne, ki so bile ustavljene? In naslednje vprašanje, kakšne bodo posledice zaprtja nemških jedrskih elektrarn za notranji evropski energetski trg? Glede direktive o jedrskih odpadkih pa bi rekla, da bomo naslednjič imeli več možnosti, da se o njej pogovorimo, ker ste jo omenili v svojem govoru, in da upam, da bo Evropska komisija upoštevala predloge Evropskega parlamenta, kajti v ITRE odboru smo izglasovali kar nekaj močnejših predlogov, kot so bili predlagani prvotno s strani Evropske komisije. Hvala.